Medtem, ko smo bili v začetku tega leta optimistični, danes vidimo, da so zaveze, ki so jih pripravljene posamezne države sprejeti, prenizke. Trenutna ocena je, da tisto, kar države ponujajo, pomeni približno povečanje maksimalne temperature Zemlje za 3,8 stopinje Celzija. Veste pa, da to ni dovolj, kajti znanstveniki nas opozarjajo, da se temperatura sme povišati največ za 2 stopinje Celzija, če želimo priti še v ta klopčič povratnih procesov, ker od neke točke naprej ti procesi ne bodo več povratni. Seveda se hkrati s tem pojavljajo tudi različni scenariji znotraj Evropske unije, kako ukrepati na te neambiciozne napovedi. Tisto, kar se mi zdi pomembno poudariti, je, da upoštevamo soglasje, ki je bilo sprejeto znotraj Unije. Svoje mnenje je sprejel Svet Evropske unije, Evropska komisija je pripravila stališča, Evropski parlament je sprejel svoja stališča, tudi Evropske ljudske stranke smo včeraj na kongresu soglasno potrdile resolucijo o podnebnih spremembah in prav je, da ostanemo pri teh stališčih, ki smo jih sprejeli. In tam mora tudi ostati naša pogajalska izhodišča. Zdaj, da jih še enkrat ponovim. Kaj je tisto, kar je za nas ključno? Ključno je, da se sprejme nek mednarodno zavezujoč dokument, pravno zavezujoč dokument. Tu dopuščamo sicer fleksibilnost in pravimo, da je možno, da ta dokument ne bo pravno zavezujoč, vendar v tem primeru mora biti politično dovolj močen, da ustreza za nadaljevanje dela tehničnim skupinam, ki bi potem v nekaj mesecih pripravile dokončni dokument. Druga stvar je, da dokument mora temeljiti na znanstvenih dognanjih in da moramo slediti priporočilom znanstvenikov. To pomeni, da se lahko temperatura maksimalno zviša za 2 stopinji Celzija. Če želimo pa to doseči, je pa važno, kakšni bodo ti izpusti kvantitativno, se pravi, kakšne bodo količine teh izpustov in kdaj jih bomo začeli zniževati. Torej, čas zniževanja znanstveniki pravijo, da je sicer tu fleksibilnost, ampak ta fleksibilnost vedno pomeni določene posledice. Če bi recimo dosegli maksimalne izpuste leta 2011, bi to pomenilo, da se morajo potem letno zniževati izpusti za 3,7%. Če bo ta vrh dosežen kasneje, leta 2015, bi se morali letni izpusti zniževati za 5,3%. Če pa bo ta vrh dosežen leta 2020, se bi morali izpusti letno zniževati potem za 9%. Zdaj, tisto, kar je ocenjeno še za realen scenarij, je, da dosežemo vrh leta 2015 in potem torej znižujemo izpuste za 5,3%. Poleg tega smo dejali, da je naše pogajalsko izhodišče to, da mora svet globalno znižati izpuste, razvite države članice morajo globalno znižati izpuste za 25–40% do leta 2020, do leta 2050 pa vsaj za 50%. Se pa zavedamo, da ta zaveza temelji na 4. poročilu medvladnega panela strokovnjakov in da opazovanja kažejo, da se podnebne spremembe dogajajo hitreje, da so posledice ponekod ostrejše, hujše, kot so jih napovedali, in zato pravimo, da v naših pogajalskih izhodiščih zapisamo tudi to in podpiramo to dejstvo, da se mora ves čas spremljati dogajanje in v primeru, da bodo znanstveniki dali seveda z veliko podporo znanstvene skupnosti drugačna priporočila, bomo tudi to upoštevali. To so ta osnovna izhodišča. Slišali pa ste verjetno glasove znotraj Evropske unije, da naj zaradi oklevanja nekaterih tretjih držav Evropa stopi bolj ambiciozno na to pot, da naj sami, ne glede na to, kaj bodo storile druge države, obljubimo zmanjšanje emisij do leta 2020 za 30%, nekateri celo pravijo za 40%, vendar moram reči, da jaz sodim v tisto skupino poslancev, ki pravimo, da je tak način pogovarjanja, pravzaprav izkoriščanje podnebnih sprememb za neko
za neko promocijo, kakršnakoli ta je že politična ali pa morda kakšna drugačna. Kajti cilj je globalno znižanje izpustov in če bi Evropa sama stopila na to pot, sama, da nihče drug, nobena druga država ne bi šla v takšno korenito zmanjšanje emisij, to pomeni, da bi bile pri nas okoljske zaveze bistveno večje, okoljski standardi bistveno hujši in to pomeni zagotovo selitev energetsko potratnih, intenzivnih industrij v tretje države sveta, izpusti se pa seveda na ta način ne bi zmanjšali. Zmanjšalo bi se število določenih delovnih mest v Evropi. Veliko težje, seveda, kot naznanjanje nekih neodvisnih samostojnih ciljev EU, je doseči soglasje v mednarodni skupnosti in to je tisto, za kar si bomo naslednji teden prizadevali. Tudi moja politična skupina je Evropskih ljudskih strank je včeraj podprla tak pristop in pravzaprav pravim, da bi moralo biti naše geslo za naslednji teden, da ni dovolj optimizem širiti v Evropski uniji, ampak da gremo v Kopenhagen za to, da optimizem izvozimo.